Jo, Živijo. Davor in Andraž iz Svitek TV in danes smo za vas v studiu telefon od enega proizvajalca, za katerega verjetno še niste slišali, oziroma če že ste, skoraj ziher spadate med bolj tehnološke navdušence. Siguren. O podjetju Vivo se do zdaj v Sloveniji sploh ni veliko govoril, ampak bi se mogli. Zakaj? Ker so med hitreje rastočimi podjetji na področju mobilne tehnologije. Pa verjamem tudi, da boste zdaj večkrat slišali za to podjetje, sploh če spremljate fuzbal, ker so v bistvu oni glavni pokrovitelj svetovnega prvenstva v Katarju, ki se začne čez približno en mesec, oziroma so glavni pametni telefon. Ok, pa da se vrnemo na ta telefon. Na tisto dobila telefon Vivo X80 Pro, ki je po najnem mnenju eden izmed najboljših telefonov, če ne celo ta V najboljši. nadaljevanju videa vam bova povedala, zakaj tako misliva, pa da ne pozabva, podjetju se iskreno zahvaljujeva, da so nam dali ta telefon na posojo za dalj časa in čeprav nisva nič plačana, se nam še vsem zdi, da prejšnja trditev ni daleč od resnice. A veste, kako pa bi lahko vi nama poplačali za najino delo? Kako? Je, da se naročite na tale na Logično. YouTube kanal in naj jo spremljate na vseh spodaj označenih družbenih omrežjih, res to bi zelo cenila. Ampak, da bi vam povedala, zakaj nama je ta telefon tako všeč, mora najprej povedati, kako so sploh do njega prišla, ker v praksi to res ni tako enostaven. Tell us more about this job. In kako nama je to radilo sploh, Davor? Vse se je začelo, ko sva letos junija zasledila, da v Slovenijo prihaja tudi Vivo, mlado kitajsko podjetje pametnih telefonov, ki posluje šele dobrih 11 let. Šele? In to je dal na trg že par dobrih naprav, kot sta naprimer X60 Pro in X70 Pro Plus. Konec avgusta sva si rekla, da jim bova čisto za zajbancijo napisala en mail in jih prosila, če nama posodijo svojega paradnega konja X80 Pro, čeprav potihem nisva pričakovala, da nama bodo odgovorili, ali pa sva mislila, da nama bodo rekli, da njega pač preprosto sama kupa, ker nisva iz ene velike medijske hiše, niti še nimava toliko velikega YouTube kanala. Ampak na eno srečo sva se zmotila, ljudje iz Viva oziroma njihove agencije so nama hitro odgovorili nazaj in nama ponudili, da ga sprobava. Poleg tega pa so nama omogočili, da ga imava skoraj 14 dni oziroma še več, kar nama noben do zdaj še ni od proizvajalcev omogočil in zato sva res zelo, zelo hvaležna. Telefon imava zdaj tukaj in končno lahko poveva, kakšen je X80 Pro v resnici. Tole najino zgodbo pa dajmo malo na stran. Na veliko srečo je izjemno dober telefon. V bistvu je tako dober, da vam lahko že zdaj poveva, da bo siguren prišel v najin izbor za top telefon tega leta, ker si to tudi res zasluži in tukaj so razlogi zakaj. Če začnemo že s samim unboxingom, to ni ena sploščena škatla, v kateri nič ne dobite. Daleč od tega, noter dobite poleg same naprave ovitek za telefon, ta prave žičnate slušalke, kabel za filanje telefona in 80 W hitri polnilec. Vivo je res radodaren za vsebino, ki jo dobite za jure 200 evrov in to res cenjuje, ker pač to ni več stalnica v svetu mobilnih telefonov. Zdaj pa, če gremo na samo napravo, ta telefon je res velik, saj ima diagonalo zaslona velikosti 6,78 inčov, tehta pa 219 gramov, tako da je res kar komaden, je pa vsaj lepo uravnotežen, ker kljub temu, da ima v zadnji ogromen modul za objektive, še zmeraj sploh ni tako težek, kot je bil recimo Xiaomi 11 Ultra, ki so ga testirala lani. Pa še ne bo se vam Google, če ga daste s hrbtom na mizo, ker nima toliko izbočenega modula, kot ga je imel tisti telefon. Ta ogromen kvadratast modul na hrbtišču je sicer po najnem mnenju malo po nepotrebnem velik, saj sistem objektivov sam po sebi sploh ni toliko velik, sam modul pa nima kakšnih dodatnih funkcij, kot je bil recimo hrbten mini zaslon pri Xiaomi 11 Ultra lansko leto, pa tudi izboklina ni toliko velika, da bi lahko nanjo naslonil svoj prst in bi vam ga pomagal držati telefon po koncu. A je pa še ena dosti pomembna opazka. Ta modul je tako reflektiven, da lahko samega sebe vidiš noter, ko gledaš od zadaj, na soncu pa odbija svetlobo drgem, tako da je bil izziv, kako ga sploh posneti na dobro na prostem. Ampak to je že malo tako, iskanje dlake v jajcu. Cesto, Poleg tega pa bo v odličnem sistemu kamer več povedalo v nadaljevanju. Telefon ima sicer stekleno hrbtišče, ki pa je odvisno od kupljene verzije, lahko tudi keramike ali pa ekološkega usnja, okvir pa ima iz aluminija. Na voljo pa je v kozmični črni, modri ali pa oranžni. Kot vidite, sva ga midva dubla v kozmično črni barvi, ki ima hrbtišče sicer zelo prijetno na dotik, sicer izgleda, kot da je malo krapavo, samo ni, ker je matirano, zato se tudi načeloma prstni vtisi nekaj ful ne poznajo na njem, kar nama je bilo res ful všeč. Kljub temu je pa res, da je telefon precej spolzek in vam hitro zdrsne ali pa pade, če niste previdni, tako da definitivno priporočava, da ga date v vitek. Za začetek vsaj mogoče tega, ki ste ga dobili v škatli. Spredi ima prekrasen, ukrivljen LTPO3 AMOLED zaslon, ki ima 120 Hz osveževanje,
300 Hz hitrost vzorčenja dotika, podpira pa tudi HDR10 plus vsebino in doseže maksimalno svetilnost 1500 nitov. Ta zaslon je tudi barvno zelo natančen in je nalašč za gledanje Netflixa in pa YouTubea. Vhoda za slušalke sicer tukaj ni, ampak ima dober sistem stereozvočnikov in certifikat IP68 za odpornost proti vodi in prahu, kar pomeni, da ga lahko za pol ure potunkate do 1,5 metra globok, pa naj mu vsaj na papirju nič ne bi bilo. X80 pride prednaložen z operacijskim sistemom Android 12, čezenj pa vsaj v Evropi teče Vivov uporabniški vmesnik FunTouch OS, ki nam je zelo všeč, čeprav ni stock Android. Uporabniška izkušnja je bila vsaj za naju super, saj telefon zelo gladko teče in ga je res zabavno za uporabljati. Je pa res, da ima malo bloatwarea, ker pa je pri kitajskih telefonih načeloma že kar stalenca. Ta telefon je sicer res eden izmed najhitrejših, kar so jih uporabljala. Maybe je bil v preteklosti sam OnePlus hitrejši od njih. V preteklosti FunTouch OS je zelo prilagodljiv uporabniški vmesnik. Pri njemu kakšnih res opaznejših zatikanj niso opazila, razen ko včasih zaprete kakšno aplikacijo, se animacija zapiranja na glavni meni podvoji, ampak tega nažalost ni rada posnet. Razlog, da je telefon tako hiter, je tudi v tem, da ga, spet vsaj v Evropi, poganja Qualcommov 4-nanometrski čip Snapdragon 8 Gen 1 in zaradi njega telefon dela brez problemov, no, čeprav se malo segreje, če ga res obremenjujete, ker je bilo zelo pogost problem pri 8 Gen 1 čipu, ki pa ga je 8 Gen 1 Plus kasneje popravil. Osnovna konfiguracija tega telefona ima 8 GB RAM in 256 GB notranjega pomnilnika. Najbolj premijska verzija pa ima 12 GB RAM in 512 GB notranjega pomnilnika. V Sloveniji se prodaja neka srednja verzija, recimo z 12 GB RAM in 256 GB notranjega pomnilnika, ki se prodaja za jura 200 €, kar niti ni toliko hudo. Zdaj smo pa prišli do glavne zvezde tega telefona in to je njegov sistem kamer, ki ima 4 objektive. 50 megapikslov velik glaven objektiv z OIS-om, 8 megapikslov velik periskopski telefoto objektiv z OIS-om, ki omogoča 5-kraten optičen zoom, 12 megapikslov velik telefoto objektiv, ki omogoča 2-kraten optičen zoom z gimbalskim OIS-om in pa 48 megapikslov velik ultraširokokoten objektiv, ki lahko zajema tudi makrofotke. Posebnost teh kamer je v tem, da imajo Zeisovo optiko in da imajo lepše Zeisovo prevleko, zaradi česar prihaja do manj odseva pri zajemanju fotk. Fotke so posledično čistejše in imele tudi manj šuma. In kakšne so te fotke v resnici? Ja, fotke z glavnega objektiva so izjemne, zelo veliko detajlov, dinamičen razpon je dober in so zelo kontrastne, kot vidite na hitro v teh parih primerih. Isto pa lahko rečeva tudi za navaden telefoto objektiv in periskopski telefoto objektiv, ki delata zoomirane fotke v precej dobri kvaliteti. Tudi selfiji so zelo dobri, se telefon zelo dobro loči subjekt od okolice. Za fotke v slabi svetlobi spet velja isto, so zelo dobre, ker senzor noter spusti do svetlobe. Maybe so edini, da je malo preveč sprocesirane, za najin okus je pa res, da dostkrat ni velike razlike, če imate vklopljen nočni način ali pa ne. Sploh v scenarijih, kjer je že po noči tako dosti svetlobe za senzor v navadnem fotografskem načinu. Je pa ful razlika, ali imate pri fotkah vklopljeno barvno znanost od Viva, zaradi kjer so slike veliko bolj tople, ali pa od Zeissa, kjer so ful hladne, kar vidite tudi na teh primerih na zaslonu. Hkrtni objektivi omogočajo snemanje videa celo do 8K, drugače pa do standardnega 4K pa 60 fps-jih. Ko pa smo že pri videu, ta telefon ima tudi eno zelo podcenjeno funkcijo, o kateri se čisto premalo govori, in to je ta, da mu umetna inteligenca pomaga pri korekturi nočnih posnetkov, zaradi česar so rezultati zelo dobri. Sam poglejte si recimo tole primerjavo pri nočnem posnetku brez umetne inteligence in pri tismu z uporabo le-te. Razlika je ful opazna, ker se pri prvem borovčka na terasi sploh ne vidi, pri drugem pa se. Tisti, ki se vsaj malo ukvarjate z videoprodukcijo, boste vedeli, da je to zelo impresivno za telefonsko kamero in pomeni, da pametni telefoni lahko s pomočjo računalniške fotografije sproti procesirajo posnetek do te mere, da ga posvetlijo v real timeu, in to je res velik skok naprej za nočni video na smartfonih, o katerem pa se bo žal verjetno govoril šele, ko bo to funkcijo na trg dala ena od že velikih uveljavljenih znamk. Sistem kamer sicer zaokrožuje še selfie objektiv, ki je velikosti 32 megapikslov, omogoča pa snemanje videov do 4K in 30 fps-ov. In to je v bistvu to, kar se tiče kamer. Lahko bi povedala še več o zbirki Zeissovih portretnih načinov, o kinematografskem načinu in o V1 plus čipu, ki vse to sploh omogoča, sam pa bi lahko tukaj dojuter. Kar vi rabite vedeti je samo to, da je zelo sposobna in raznovrstna kamera in je trenutno verjetno ena izmed najboljših na trgu in je nikakor ne bi smeli podcenjevati.
Niso pa kamere vse, kar naj jo impresionira na tem telefonu. Ima namreč odličen, super hiter ultrasoničen brat prstnih odtisov pod zaslonom, kakršne bi naslednji let imela tudi S23 Ultra, ki je tudi zelo velik, tako da ga lahko z lahkoto zadanete in iskreno misliva, da je to eden izmed najboljših, če ne celo najboljši brat prstnih odtisov pod zaslonom, kar sva jih kdaj doživela na pametnem telefonu. Ena zelo cool funkcija tega povečanega bralca prstnih odtisov je ta, da lahko v nastavitvah nastavite tako imenovano hitro dejanje, s katerim lahko izberete do 2 aplikaciji, katerih ikona se pri zaklenjenem zaslonu pojavi zraven bralca prstnih odtisov in ko pritisnete na njo, vas bralec pusti direktno v izbrano aplikacijo. Lahko vidite, da sva midva izbrala aplikaciji telefon in sporočila in ko se je dotakneva, nama telefon takoj odpre to aplikacijo. Res kulska funkcija, ki jo bi mogli implementirati še več proizvajalcev. Upam, da bo to res. Zadnja rubrika pri tem telefonu je pa baterija. Vivo X80 Pro ima litij-ionsko baterijo velikosti 4700 mAh, ki podpira 80-vatno hitro polnjenje s priloženim hitrim polnilcem. Hvala Vivo, Hvala. Ki jo do 100% nafila v 40 minutah. Za več o hitrem polnjenju pa si pogledajte najin video o tej temi. Link do videa je spodaj v opisu. Baterija pri telefonu brez problemov zdrži do 1,5 dneva. Pri konzervativni uporabi ni sicer glih iPhone 13 Pro Max, je pa zelo dobra za Androiden telefon. Podpira tudi 50-vatno hitro brezžično polnjenje, ki telefon pa je nafila do 100% v 50 minutah. Samo zato rabite prav od Viva brezžičen polnilc, ki ga pa ne prodajajo v Sloveniji, saj po najnih informacijah ne. A ja, pa ta telefon podpira tudi brezžično povratno polnjenje, sam nama nikakor ni ratalo, da bi dejansko polnil druge naprave, ker se nama ni zgodil še pri nobenem telefonu. Ne. Mimogrede, že konec poletja so se sicer začele pojavljati tudi govorice, da naj bi Vivo v septembru dal na trg še večjega brata tega telefona, Vivo X80 Pro Plus, ki naj bi imel najnovejši Snapdragonov čip in izboljšan sistem kamer, se ni bil njegov periskopski telefoto in navaden telefoto objektiv imela Samsungove ISOCELL senzorje. Sam v cajtu snimanja tega videa je že začetek oktobra, pa tega telefona še zmeraj ni zaslediti na trgu. Zadnje govorice ob snimanju tega videa so celo, da je skencelan in da bodo konec leta ven na trg dal rajš Vivo X90 Pro. Zanimiv. Ja. No, ampak smo pa mi na koncu tega videa, to so bili najni občutki o telefonu Vivo X80 Pro, nad katerim sva bila res navdušena in sigurno bo spadal med top telefone leta 2022. Andraž pravi, da ga bi v mogočnosti imel biti celo kupil njegovega naslednika, ampak glede na to, kako on kupuje telefone, bo to mogoče lih čez 10 let. No, vi pa z vprašanji glede tega telefona ne rabite odlašati tako dolgo, tako da nama lahko kar spodaj v komentarjih jih napišete. Še enkrat hvala podjetju Vivo, da so nama posodili ta telefon, priporočava se tudi naprej. Mi pa se že kmalu upam, da se vidimo v novem videu. Čau!